Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Ja, čas je, da odpremo vrata v današnjo Sorino radijsko klepetalnico, ki nam bo odpirala tudi vrata in okna v svet filma. V naši družbi je danes Kaja Šuštar z Golega Brda, ki je v novem slovenskem filmu Igrišče ne damo blestela v vlogi skejterske kraljice Lune. Na kakšen način je devetošolka iz Preske, ki sicer želi postati igralka, na rolki zapeljala v svet filma, pa nam bo Kaja povedala kar sama. Kaja, živjo, dobrodošla v naši družbi, kako si? Živjo, je v redu. Tele jutranje ure so take, ki ti verjetno niso najbližje, ali zelo rada vstajaš zgodaj zjutraj? Bolj ne. Ja, ampak za film ne, se pa splača vstati tudi zgodaj. To pa i tak. Rekla sem, da si na rolki zapeljala v svet filma, pa če najprej poveva nekaj o tebi. Kdo pravzaprav je devetošolka Kaja iz Golega Brda? Kako bi se predstavila, glede na to, da zdaj o tebi pa vemo že kar nekaj, ne? Igralka, skejterka. Ja, ne vem, stara sem 14 let, tako imam modre oči, pa zdaj sem se mogla za serijo pobarvati in imam tako temno rjave lase. Ja, pol drugače treniram odbojko, pa tudi skejtamo, ne, seveda. Ja, to je to. In prav rolkanje, ne, te je peljalo v svet filma. Kako se je pravzaprav tole začelo? Mislim, da 2022, zdaj že skoraj 3 leta nazaj, mi je moj trener povedal, da iščejo eno punco, ki zna skejta, da bojo posneli en kratek video, da bojo dobili pač denar za to, da lahko pol snemajo pač ta dolg film. In pol sem šla tja, je bilo tako par otrok, ni nas bilo tako, mislim, da je na 15, in pol so pač zbrali mene, pa še 4 druge. In pol smo to posneli, ful sem se pač pokontala z vsemi iz ekipe in so rekli, da lahko prijem na audicijo, če hočem. In pol tako po 5 rundah audicije sem dobila vlogo. 5 rund je bilo potrebnih za vlogo v filmu. Kaj pa ste počeli na audicijah? Mislim, da čist na ta prvi smo bili na Vibi in smo tako, mislim, da smo bili cel dan tam in pol smo tako malo skejtali, pa pol sam tako pogovarjali smo se med sabo, pač tako, da smo videli, kako hitro se lahko odpremo, da pač da nas ni sram, ker če te je sram, pač malo težko v filmu nastopu. Pa pol so nam dali en prizor, ki ga moramo odigrati, pa drugače bilo pa to. Več imam samo tako, da vidijo, kakšni smo, ne. Kaj so pa doma rekli, ko si prišla domov, pa rekla, mami, oči, jaz bi se pa na audicijo za film prijavila? Ja, moja mama je bila tako, pa boš ti lahko, tebe je malo sram vsega. Ampak drugače je bila tako vesela, je bila zato, da se bom lahko pač odprla, ker jaz sem bila res zelo sramežljiv otrok. Ampak ja, to drugače mi je tudi zelo pomagalo, da sem zdaj lahko normalno govorim, res da me je sram. Ja, je drugače, ne, nastopati pred kamero, kot recimo pred razredom. Zdaj, potem, ko si izvedela, da si dobila vlogo, kako vesela si bila tega pisma, sporočila? Ja, sem bila ful vesela. Tako res zelo vesela. Prvo tako nisem pričakvala, ker tako nisem vedela, koliko bo še rund, pač toliko je bilo že rund, da sem že nehala šteti in pol, ko so končno povedali, pa tako, mislim, da 5-6 mestih, da smo dobili vlogo, sem bila tako ful vesela. Ja, in potem so se začele priprave pa razmišljanje o tem, da bodo poletne počitnice pa vendarle malo drugačne. Kako so stekle priprave? Zdaj ne moreš samo priti na prizorišče, ne, pa začeti snemati. Je potrebnih kar nekaj priprav in kar nekaj znanja. Ja, mi mislim, da smo imeli tako 3 mesece, ko smo sam brali pozval sem, kako se reče. Besedilo? Besedilo, ja. In pa pol nam je Klejan govoril, kaj je film, kako se snema, kako bo snemanje potekalo. In pol mislim, da smo imeli kakšne 3 tedne pred snemanjem, smo imeli te kostumske vaje, pa postrigali so nas. Mislim, mene niso toliko, meni so samo tako malo skrašala se, kar mi je bilo všeč. Pa pol sem res ful veliko smo brali to besedilo. Mislim, na začetku smo ga res brali, pa ko smo se spoprijateljili, smo pa se večema sam lovili po Vibi, toliko smo težili Klemnu, da nas pusti, da se lahko igramo skrivalence, da na koncu nas je spustilo, ker smo bili tako tečni.
Ampak ja, to so bile naše vaje na koncu, ko je šle 2 tedna pred snemanjem. Ko ste že znali besedilo in ko ste bili že skoraj da čist pripravljeni na to, da se postavite pred kamero in odigrate zgodbo. Ja. Zdaj ti si dobila vlogo kraljice Lune, ki obvlada tole območje v Šiški s svojo rolko in svojo bando prijateljev. Kako podobni pa ste si z Luno oziroma različni? Kakšna je pravzaprav tale Luna za vse tiste, ki filma še nismo videli? Ja, na začetku zelo tecna, pa nesramna, ker bulje. In tako, to je bilo kar malo težko zaigrati, ker res sem rabila biti full tecna. In tako, en prizor je bil, ker rabom Almi reči crken. In to nama je bilo, obema nam je bilo full smešen, ampak Klemen je rekel, da morava to reči, ker drugače prizor mora biti tako res zatežen. In pol tako, nisem se mogla smejati, ker nam je bilo full smešen, tako brez razloga, ker prizor sploh ni smešen, ampak nama je bilo. In tako, vse potem ni bilo več, tokrat sem tako v šoli, ampak to mi je bilo bolj zabavno snimati. No, ampak pol pa, ko se pa prijateljite, je bilo pa tako čist v redu, se tudi odpre Luna malo Almi, pa tako pol se bori tudi za Almo, pa za svoje prijatelje, pa zato, ker ji veliko pomeni. Tako stopite potem skupaj in naredite en tak pomemben korak naprej, ne, tudi v skupnosti dosežete tisto, kar ste želeli. Pa če zdaj le čisto na kratko povzameva samo zgodbo filma, ta je, lahko rečeva, zelo poučna tudi za otroke in za mladino. O čem film pravzaprav govori čisto na kratko? Ja, film govori o 5 prijateljih, v bistvu 4 prijateljih, ki se priseli Alma in njen oče hoče zrušiti igrišče. Pol se vsi skupaj se upremo, ker Alma noče, da bi se rušila drevesa. Mi prvo hočemo sam naše igrišče rešiti, potem pa vidimo tudi, da rabimo drevesa pa vse to. In potem se upremo enkrat, 2krat in pol pa nam uspe. Tako. In rešimo igrišče. In dokažete, da tudi mladi lahko spreminjajo svet, če le izpustijo iz rok ekrane in stopijo v družbo prijateljev. Več o tem bova s Kajo povedali tudi v nadaljevanju. Zdaj pa je čas za kratek glasbeni predah. Radijska klepetalnica na Radiu Sora. Na stežaj danes odpiramo vrata v filmski svet skupaj s Kajo Šuštar iz Golega Brda, ki je blestela v vlogi skaterske kraljice Lune v slovenskem filmu Igrišča ne damo. No, nekaj o igralskem delu smo že izvedeli. Zdaj, Kaja, tole igranje te je še bolj navdušilo za poklic igralke. Še velja, da boš nadaljevala v tej smeri. Kaj ti igralski poklic oziroma igranje pomeni? Ja, seveda, pač bom šla tudi naprej na tako srednjo šolo, da bi lahko pol nadaljevala. Pa, ja ne vem, pač meni je igranje tako neko veselje, tako pomagalo se mi je odpreti, pa ne vem, sem zelo me veseli to. In glede na to, da imaš za sabo že kar nekaj igralskih izkušenj, koliko dela pa pravzaprav terja igralski poklic? Zdaj na platnu zgleda vse simpel, enostavno, ampak vendarle ne, ni to čisto tako. Ja, tako, no, pač celo poletje gre za to. Pol nisem mogla biti to kot s prijatelji, kar je bilo neki, ampak pač sej, za film je vredno. Za film je vredno, pa ne samo film, tudi nadaljevanko, ne, po filmu Igrišča ne damo. Si šla na še eno audicijo in bila še enkrat uspešna, pa se preizkusila tudi v novi vlogi Ume v nadaljevanki Smrdljivc. Kakšna pa je bila ta izkušnja? Kako drugače pa je morda delati nadaljevanko kot film? Pri nadaljevanki gre vse veliko hitrejš. Še posebej pri Smrdljivcu, kar se dogaja na šoli in je več ali manj vse pač se dogaja na šoli, a ne, ni bilo nobenih drugih lokacij. In pol vmes, v filmu posnamaš 2-3 scene na dan, ponavadi max. Si jih pri seriji lahko tudi od 8 do 9 na dan. Tako res ful hitrej se dogaja vse. Drugač pa je tako dosti podoben.
Podobno, ne, tudi pri filmu si že omenila, ne, so ti malce postrigli lase za serijo, pa je sledil skoraj da malce, lahko rečeva, kar lasni šok. Kaj se je zgodilo? Ja, pobarvala sem mi lase čist na črno, pa postrigla sem mi frufru. Tako, nadober mi frufru, tako da bo zrasel glih do snemanja in je tako kakšen teden ful slabo zgleda. Je bil kar šok zate, pa menda se je tudi oči kar mal prestrašil, ko si prišla domov. Ja. Ja, takšen je pač igralski poklic, ki ima veliko prednosti in tudi zanimivih utrinkov. Ne? Na snemanju filma si imela priložnost poznati tudi enega svojih najljubših igralcev, tudi svojega vzornika Marka Mandića. Kako pa je bilo nastopati s temi, lahko rečeva, velikimi igralskimi imeni? Ja, ful dober, tako res ful dober. Ful enih nasvetov so nam dali, ful so nam pomagali tako, če nismo vedeli, kako se nehati smejati, so nam pomagali tako, to pa to nared, pa ti bo lažji in je bilo res dober. Ste se pa že izjutraj dobivali, ne, pred snemanjem na takem druženju, zdaj ne bova rekli na kavi, ne, ampak na kakšnem čaju, kakavu, pa predelali verjetno scene za tisti dan? Mislim, ni bilo glih tako vmes, če smo začeli zelo zgodaj snemati, smo imeli zajtrk, pa smo se tam vmes pogovarjali, drugače pa itak so nam poslali plan, za vsak dan, za vseh, ko smo 30 snemalnih dni, pač za vsak dan, kaj se bo snemal. In smo itak vedeli že, kaj se bo snemal. In ko smo se pogovarjali, smo se ponovadi med tem, ko so nam delali make-up, pa ko smo se preoblačali v te kostume za te like. Zdaj, tako nadaljevanka Smrdljivc, ne, kot tudi film Igrišča ne damo, imata eno tako zelo pomembno sporočilno vlogo oziroma noto za same mlade. Kaj pa recimo vam mladim pomeni, da film ni samo film, ampak da vam tudi nekaj pove? Ja, recimo Igrišče ne damo, a ne, je še posebej to, se moraš boriti za nekaj, kar ti veliko pomeni, pa pač za svoje prijatelje, a ne. In sam tako včasih pač imamo neki pač in to jemljemo za samoumevno in ne vemo, koliko nam to pomeni, dokler tega ne izgubimo, a ne, in imam občutek, da ta film pač spomne na to. Spomne na to, ne, da je včasih dobro odložiti telefone, pa se družiti s prijatelji tudi v živo zunaj v parku. Ja. In to ti kar pogosto počneš, glede na to, da še vedno ne treniraš tudi rolkanje, pa odbojko smo slišali, pa verjetno se najde še kaj. Ja, mislim, bi se najdel kaj, sam pač odbojko največ, pa skejtam pa tako enkrat ali pa dvakrat na teden, odbojko imam pa vsak teden 3-krat, tako da. Ti skoraj da zmanjka časa, da bi še med šolskim delom ne našla prostor tudi za snemanje kakšnega filma ali nadaljevanke. A se trenutno že kaj dogaja, ki je v ozadju? Trenutno ne, ker se imam veliko za učiti, pa treningi so, tako da nimam glih časa še za to. Če bi bila pa kakšna glavna vloga, bi se prijavila za statiranje, pa bom počakala do poletja. Tako, do poletnih počitnic, ko bo tudi za to več časa. Zdaj pri filmu smo že videli, kako je videti, sama nadaljevanka pa šele prihaja, ne, na televizijske ekrane. Kako težko čakaš pa njeno premiero? Ja, ful težko, ful me zanima, kako izgleda, ja, tako, nič še nismo videli, tudi nič še niso poklicali, da bi rabili kaj pač zvočno popraviti, tako nobenega odlomka še nismo videli in me res zelo zanima. Kako bo to potem videti na ekranu? Kako pa je bilo prvič videti sebe v kinu na velikem filmskem platnu? Meni je bilo ful čuden. Tako, ful mi je zelo nasmehne in zakaj tako. Pol sem tako, probala sem gledati vse druge sam sebe, ne, ker res je ful čuden sebe gledati. Še bolj čuden, kot to je pa sebe slišati. Tako, res je čuden. Ker se ti zdi, da imaš sicer v živo drugačen glas, kot je potem tisti, ne, na platnu oziroma po radiju. Ja. Ampak je Kaja skupaj z vsemi svojimi soigralci tudi na filmskem platnu oziroma v kinu slišati odlično. Več o tem, kako odlično je bilo na filmskih festivalih, kako odlično je bilo ne nazadnje tudi na snemanju
videospota za naslovno pesem filma Igrišča ne damo, pa bomo izvedeli prav kmalu. Zato ostanite v družbi valov Radia Sore, kamor zdajle prihaja tudi Boštjan Nipič-Nipke. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Folk gremo vsi pred blok, naredili bomo galamo, je prepeval Nipke v naslovni pesmi filma Igrišča ne damo. Kaja Šušter, ki je v filmu upodobila skaterko Luno, pa je naša današnja gostja, ki nam je že zaupala marsikaj zanimivega o snemanju filma in tudi o filmu samem. Kaja, niste pa posneli glavni igralci filma samo filma, ampak ste na pomoč priskočili tudi Nipkeju pri snemanju videospota. Kako pa je bilo videti tole? Ja, isto je bilo ful dobro. No, mislim, da eno soboto, tako ob 4 smo se tako zbrali nekje, ful dobro ga je bilo spoznati, ne? Tako, ker malo special sem se počutila. In pol smo tako snemali do 8 po mojem. In tako, ful smo se dobro počutili, ker smo snemali in pol pač itak niso vsi vedeli naših imen, pol tako, kaj so rabili nas, da prijemo v kader in pol so rekli, otroci iz filma, zdaj pa vi. Vas je bilo tako ful dobro. Pol je še naša ta varuška prišla pogledat, pa nas pozdraviti, pa je bilo isto ful dobro. In ja. Kaj morda snemanja samega videospota si boš najbolj zapomnila? Ste z Boštjanom tudi kaj na rolko stopili skupaj oziroma ste ga naučili kakšnega skaterskega trika? Ali se je držal bolj mikrofona? Bolj mikrofona, ker ni bilo časa za to. Drugače pa pomem, da samo to, ker smo se tako videli pa tako zelo dolgem času. Ste v bistvu na snemanju postavljeni taki, ta pravi prijatelji, ena taka druščina, ki bo verjetno ohranila stike tudi potem, ko bo tale film že nekako malce bolj oddaljen, pa boste že vsi vključeni tudi v nove projekte. Ja, 100%. Kdo vse je še snemal s teboj? Kolikor vem, ena Kaja je bila še zraven. Ja, torej Juri, Niko, David, Kaja, pa jaz, Kaja. Tako, vi ste bili torej tista druščina, ki je rešila domače igrišče, pa drevesa in lahko rečemo kar domače dvorišče. In vi ste bili tudi tista druščina, ki je skupaj uživala na premieri in predstavitvah filma po Sloveniji. Kako je bilo potovati od kraja do kraja, kjer se je premiera, pa klepetati z vsemi navdušenimi gledalci? Ja, to je bilo ful dobro. Tako, včasih, tako, sicer je res odvisno od kina, ampak tako, včasih je bila tako, ta vožnja do kina je bila tako zabavna. Tako, ker smo bili vsi v unem avtu in pol smo imeli glasbo, ful na glas in pol smo peli v avtu, pa tako ful je bilo dobro. Pa še, ne vem, recimo, ko smo bili v Domžalah, meni je bilo v Domžalah najbolj, škoda vseh mi je bilo najbolj tam. Sem tako pol še burek prinesla. Pa močilca zgodovino je prišla in je bilo ful dobro. Omenila si učiteljico zgodovine. Kako pa so na tvojo filmsko zgodbo gledali sošolci, učitelji, ravnatelj domače šole? Kako so komentirali pravzaprav najprej samo snemanje? Verjetno so vedeli, da boš igrala v filmu, potem pa tudi samo premiero. Ne, noben ni vedel sicer, ker nobenemu nisem povedala, ker nisem hotela se važati po narekovaji, pač nisem hotela, da bi kdo to mislil. In pol so zvedeli, pol ko so te panoji vam prišli pa to in zdaj gremo ta petek, gremo šolo gledati film. In tako, kakor so videli ta napovednik, so rekli, pa ja, mi moramo to gledati, no lahko zrih težko 80 kart, ne moram. Ampak drugače tako, najde se včasih kdo, tako sam na hodniku se zadere, igrišče ne damo. Pol so kakšni manjši, ki sem tako pridejo zraven, pa reče, a si ti igrala v unem filmu? In jaz rečem, ja, živijo. In drugače pa od učiteljev tako včasih malo pred razredom, tako to omenijo in je malo čuden. Drugače pa nič tasega. Kaj pa prijatelji, prijateljice, ti so verjetno videli film, pa pokomentirali vse skupaj? Ja, smo šle gledat in ena moja brata se kar zjokala.
Drugače pa rekel tako, da jim je všeč. Ena operalca, ki je Gaško zelo kritična, rekla, da je boljš, kot je pričakovala, tako da to je kompliment, jaz to znam kot kompliment. Absolutno. Zdaj s filmom pa ste gostovali tudi na festivalih. Kako pa je bilo tam, verjetno bolj slovesno, ne? Rdeča preproga, posebni sprejemi? Ja, to je bilo tudi tako zelo dobro. V Locarno v Švici sva šla sam jaz pa Kaja, ker Švica je zelo draga, ne? Drugače pol v Sarajevo smo šli pa vsi in meni je bilo Sarajevo boljš, ker smo bili pač vsi. In tako drugače je bilo zelo dobro na uni rdeči preprogi pa to, ampak jaz si bom najbolj zapomnila te noči v hotelu, ker smo tako do 3 zjutraj sva bila jaz pa Kaja v sobi pri Nikotu pa Juriju ali pa sta bila ona dva pri nama. Pa pol David, samo on je bil v sobi starši, ker je pač bil malo mlajši in ni smel iti sama, ne. To si bom res najbolj zapomnila, je bilo ful zabavno. Tako ste v teh pogovorih reševali ne samo šiškarsko sosesko, ampak kar cel svet. Ja. No zdaj v Sarajevu ste dobili tudi posebno nagrado, nagrado za najboljši film po izboru žirije. Kako ponosni pa ste bili vi nase, na svoje delo, pa ne nazadnje tudi na soigralce, pa na režiserja, ki je zdržal vse te zgodbe samega snemanja? Ja, mi smo bili ful ponosni, tako ker skakali smo, tako smo bili veseli, tako res nismo pričakovali tega. In tale nagrada ima zagotovo posebno mesto. Ste bili zraven, ko jo je režiser skupaj z ekipo obesil kam na steno? Ne, nismo bili zraven, ker mi smo bili mi smo bili v Sarajevu tako 3 dni in pač festival, mislim, da bi pol še 4 ali pa 5 dni potem je še bil, a ne? In nismo vedeli, da smo sploh dobili nagrado po koncu in smo zvedeli, kaj je bil vsak preseb doma. Ne? Tako, ste potem doma, verjetno na telefonih, na računalniku, skupaj norel, kričali in se... Ja, odlično tole. Kako pa je bilo sicer na festivalu v Sarajevu, pa ne nazadnje tudi v Švici? A ste srečali tudi kakšno filmsko zvezdo tistih hollywoodskih filmov, ne? Običajno kar pridejo na takšne festivale. Ja, drugače smo, ko smo čakali, da bomo hodili po uni rdeči preprogi, smo na nekem kavču sedeli. In pol zraven nas je bil še en kavč in pol tako jaz sem stala, zato ker sta se Niko pa Juri mogli razkomotati tam po enem kavču. In pol prije Klemen zraven in reče, a vidiš uno žensko tam? In jaz rečem, ja, kaj pa je z njo? In je rekel, da je to režiserka, ki je režirala, mislim, da 2 dela The Last of Us. In jaz sem gledala to serijo in je res dobra. In jaz sem tako, kva, res? In sem je ful dobro zdel, tako da, ker sem v isti sobi, kot tako ljudje, ki so tako veliko naredili. Kakšne skupne fotke pa ni uspelo narediti? Ne, ker nisem imela telefonov zraven. No, tako pa je to ostal morda izziv za naslednjič, ko bosta ne nazadnje lahko tudi sodelovali pri kakšnem filmu pa pri kakšni seriji. Ja, upam. Ja, tako, nikoli se ne ve, kaj se lahko v življenju lepega in dobrega zgodi. Zdajle s festivalskih rdečih preprog s Kajo odhajava še v svet glasbe. Ja, potem pa vam zaupava še kakšno zanimivost samega snemanja. Rečeva pa tudi kakšno o načrtih za prihodnost, kajti zagotovo film in serija nista bila zadnje, kar je Kaja posnela. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Kajo Šuštar, mlado igralko iz slovenskega filma Igrišče ne damo in slovenske nove nadaljevanke z naslovom Smrdljivc klepetamo danes iz Golega Brda nad Medvodami. Prihaja Kaja v naš studio in ja, prej sva našim poslušalkam in poslušalcem že obljubili še nekaj zgodb iz samega snemanja filma. Kaj ti bo ostalo najbolj v spominu, ne, poleg druženja s prijatelji, pa priprav na sam film na Vibi? Po moje, da smo snemali ta velik protest
in smo morali po enem hribu dol teči. In pol je začel deževati in je bil ta hrib tako ful spolzek. In pol smo tako padali dol po unmu hribu in pol smo to ponavljali tako velikrat. In pol mislim, da nam je tako 7 ali 8 rata ali ne padati. Ampak najhujše je bilo to, ker smo rabili pol po unmu hribu nazaj gor teči. In to smo snemali tako 2 dni. Pač ta velik protest in kar mišice dobili. Ja, je to prizor, ki ste ga največkrat ponavljali? Ne. Ne? Kaj pa je bilo tisto, kar se je največkrat zataknilo? Mislim, da smo bili v zaklonišču in ne vem, neko for smo imeli, se nismo mogli nehati smejati. Tako, nismo mogli nehati smejati. In pol so rekli, ok, mi vas imamo zdaj dost, pejte vi v eno sobo in se sam zaderte, najbolj na glas, kukor pač se da. In pol smo 3 sekunde, smo se sam drali, tako čist, full. In pol smo prišli nazaj in pol nam je ene tretja potem urata. Pač ta je bil malo kupljen, tako mislim, da smo ga 15krat ponavljali. O, Marija sveta, to pa je kar nekaj ponovitev. Pa ste se kdaj naveličali vsega tega ponavljanja, ne? Ker režiser ima običajno kar izdelan svoj pogled na neko sceno in potem je treba to ponavljati, dokler ni perfektno. Ja, ne vem, prvo ni po mojem do zaklonišču, ker to je bil samo en kader, ni bila cela scena, samo en kader smo ponavljali 15krat in smo mi že malo dosti, pa tako ura je bila že tako. Mislim, da 6 smo že cel dan snemali, nismo imeli več koncentracije. Pač ne, da nismo več hoteli, sem tako, ravno smo malo odmora. Se je pol nam je ratala, ne, ampak. Ima režiser Klemen Dvornik zdaj zaradi vas kakšen dodaten si v las več? Verjetno, ja. Verjetno. Ampak verjetno tudi veliko zanimivih zgodb. Kako zahteven, kako strog režiser pa je bil Klemen? Ni bil strog, ne? Zelo je bil potrpežljiv. Tako zelo potrpežljiv, jaz nikoli ne bi mogla. Tako, moram reči, da smo bili kar naporni, pač posebej s tem skejtanjem, pa vsem tako, puste skejte, dosti je, umirite se. In pač malo padeš, pa ti mora dati make-up čez, zato ker v prejšnjem kadru pa nisi imel te pač bojne rane, ne? Ja. In tako res so ful so opazili na nas in tako. Nismo se smeli po to Boganu dol spustiti. Ajoj, to pa so bile zanimive prepovedi. Ja. Zdaj, kot si povedala, ste posneli veliko različnih prizorov, scen in kar nekaj filmskega materijala, precej več, kot je pravzaprav dolg sam film. Kako pa je bilo z vašimi komentarji na film? Verjetno ste ga videli še preden je našel pot na filmska platna. Mislim, sicer smo ga videli v kinu, ampak ja. Predvsem, mislim, da smo ga videli maja, nekaj tako kakšne 2-3 mesece predvsem. Je režiser vprašal za vaše mnenje, vprašal, če ste zadovoljni z videnim? Ja, itek da je vprašal, pač vprašal, kako nam je bilo, itek smo bili vsi, ja, ful dober, ker tako, naš prvi film smo videli, ne, in nam je bilo tako čist, wow, ne. Tako, povedali smo, da itek nam je bilo ful všeč, ne. Ampak tako čuden je videti, ka par stvari manjka, še posebej smo jih toliko dolgo snemala, ne. In pol vem, da par stvari niso dal noter in drugač je logično, kad deluje, ampak nam je bilo malo nelogično, ker je manjkalo toliko stvari in pol nekaj, kar smo naredili, recimo, da smo zamahnili z roko, nam ni bilo logično, zakaj smo to naredili. Ampak pol, kar smo bolj podrobno gledala, ne, nam je ratal jasen. Pač ko jaz, recimo, bom zdaj v petek videla film 11. In ti bo verjetno še eno, kot je bilo, ne vem, morda ne prvič, ampak drugič, tretjič, pa zagotovo. Ja. Se ne naveličaš takšnih zanimivih zgodb, ki imajo sporočilo. Zdaj, rekli sva že na začetku, ne, da težko čakaš tudi ogled serije Smrdljivc. Spomladi naj bi prišla na naše ekrane. Tudi tokrat je taka, lahko rečeva, poučna zgodba o tem, da nasilje ni kul, ne? Ja, ful je v tem, nasilju, medvrstniškem nasilju, pa potem pač sam tako med
tako dosti pretepanje, mislim, ni glih pretepanje, ne. Samo tako, da ni treba vse s fajtom rešiti. Se da pogovoriti, pa ja. Čakaj, tebi kot punci se ni bilo potrebno pretepati, si samo lase pobarvala, ne? Ja, sem si samo lase pobarvala. Pa menda si potrebovala tudi kar nekaj časa, ne, da si se privadila na oblačila Ume, ki jo igraš v nadaljevanki. Ja, bolj mi ni bilo všeč, kaj na babica sem zgledala. Je pa Uma, a je bolj podobna tebi kot Luna ali manj podobna? Ne, rekla si, da si bila sramežljiva, Uma je sramežljiva, Luna je bila groba in nesramna na začetku, pa potem ne več. Katera ti je morda po tej plati bližje? Ja, glih uvedbe tako. Ne bi rekla, da sem glih podobna kjerkoli od njiju. Ampak mogoče Uma bolj. Zato, ker upam, da nisem tako tečna, kot je Luna. Ampak ja, drugač, itak, ne bi rekla, da sem glih čarovniška, ne, pa tudi nisem toliko sramežljiva, ni me strah povedati, kaj mislim. Mislim, se drugač Umi tudi ni, ampak sam ta stil oblačenja mi ni. Aha, dobro, rabi stilsko preobrazbo, pa bo potem malce bolj, lahko rečeva, za svet, pa morda za kakšno novo vlogo. Zdaj si se preizkusila, lahko rečeva, v dveh zelo različnih osebnostih. Kakšno pa bi si želela morda za tretjo vlogo na filmskem platnu? Ne vem. Kaj bi ti bilo izziv? Tako bi bilo rada v kakšni grozljivki igrala. V grozljivki? Ja. Tako se mi zdi zanimivo, kako to snemajo, pa sem tako rada bi probala. Ja, poglej, potem pa se dogovoriva, da se takole za tak daljši pogovor spet srečava pred premiero grozljivke, za kaj krajšega pa pred premiero Smrdljivca, ko bo prišel na televizijo. Velja? Velja. Kaja, hvala ti za tale današnji klepet, za vse zanimive zgodbe snemanja filma Igrišča ne damo, za vse, ki ga še niso videli. Zakaj ga je vredno pogledati? Ja, meni se zdi, da je film kar smešen. Tako ima neke trenutke, ki pač se res tako je žalosten, ampak se malo zazreš in vidiš, da tako res je v življenju. In tako film res predstavlja, tako je tudi na resničnih dogodkih. In ja, po mojem zato. Tako, povabljeni v kino, v teh sivih, jesenskih in zimskih dneh bo zato veliko priložnosti. Film pa je seveda primeren tako za odrasle kot tudi za otroke. Nam bo zagotovo vsem nastavil ogledalo in dal misliti, kot je rekla že Kaja. Kaja, tebi še enkrat hvala, vse dobro, uspešno, tako v šolskih klopeh kot na filmskih poteh, pa kot rečeno, kmalu nasvidenje. Hvala enako. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj.